Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Danes ob 13:30 se je pred Luko Koper zbralo približno 30 delavcev, ki so protestirali proti vojnim grozotam in genocidu. Protest, ki je potekal mirno, je organiziral sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper. Predstavniki sindikata žerjavistov so bili prejšnji teden v Genovi, kjer je bila konferenca proti podpori vojnam, ki so v Evropi, ne samo proti Gazi, ampak kar se dogaja v Gazi tudi ostalemu. In to je solidarnostni protest, katerega ima večina evropskih pristanišč. In mi s tem protestom nekako bi radi spomnili našo državo kot večinskega lastnika, da pristanišče ne sme biti bilo kakšna logistična podpora povzročena vojna ali pa tako, ne. Jaz mislim, da je prav, da se vsi državljani in tako kot tudi zaposleni zavzamemo za osnovne človeške pravice. V tem primeru gre za hudo kršenje mednarodnega prava, v primeru Palestincev, zlasti za dolgotrajen izvajanje genocida in pa izvajanje tudi lakote nad prebivalstvom. Mislim, da bi bilo prav, da se aktivno vsi udeležijo vsaj neke akcije v smislu podpore Palestincem za njihove pravice in svoboščine in pa da se ta vojna tudi konča. V Trstu pa se je dan prej zbralo okoli 1500 ljudi na protestu proti izraelskemu prestrezanju konvoja Global Summit Flotilla, ki naj bi v Gazo prevažal humanitarno pomoč. Zbor se je začel na Piazza della Borsa, nato pa prerasel v pohod, kjer so protestniki s palestinskimi zastavami in gesli za mir zahtevali izpustitev več kot 400 pridržanih na morju. V sredo se je uradno začelo novo študijsko leto. Univerza na Primorskem je pod svoje okrilje sprejela 1500 novih študentov, ki tako odpirajo še eno poglavje v svojem življenju. V ta namen so predstavniki omenjene univerze izrekli dobrodošlico vsem brucom in bruckam. Prireditev je z nagovorom otvorila rektorica, profesorica doktorica Klavdija Kutnar, ki nam je kasneje tudi zaupala, kakšni izzivi jih čakajo letos. Nekaj več študentov kot preteklo študijsko leto, med bruci jih je kar 150 več kot lansko leto, v vsoti pa imamo slabih 100 študentov več kot lansko leto, tako da smo zadovoljni. Programi so praktično vsi polni za izjemo fakultete za humanistične študije, kjer imamo že nekaj časa težave z vpisom. Tujcev je zopet zelo veliko, 26% študentov prihaja iz tujine. Novosti prinaša seveda tudi nov zakon o visokem šolstvu, ki je stopil v veljavo v začetku avgusta. Na podlagi tega bomo v tem študijskem letu zelo intenzivno izvajali priprave na izvajanje študijskih programov razredni pouk in predšolska vzgoja, smeri za vzgojno-izobraževalne zavode z italijanskim učnim jezikom. Nov zakon nam dodeljuje nacionalno pomembno nalogo in seveda tudi dodatna sredstva za izvajanje. Zaradi pomanjkanja učiteljev bo na Univerzi na Primorskem prvič magistrski program izobraževalna matematika, medtem ko se ponovno vrača matematika s finančnim inženjeringom. Na fakulteti za menedžment in fakulteti za vede o zdravju pa uvajajo tečaje učenja italijanščine, da bi si diplomanti kasneje odprli več vrat pri iskanju zaposlitve. Za rokav smo tudi sami pocukali nekaj študentov, med njimi tudi bruce in brucke. Vesela sem, da sem tu, to sem imela za prvo željo in sem res iskreno vesela, da sem tu. Kakšen program si vpisala, zakaj? Fizioterapijo, v bistvu sem si to želela že iz osnovne šole in pač, ja. Tudi si se odločila za Univerzo na Primorskem?
Všeč mi je tu okolje, zelo mi je všeč fakulteta, se mi zdi, da je zelo kvalitetna fakulteta in sem res vesela, da sem bila sprejeta. Odkot sicer prihajaš, poznaš recimo kakšne sošolke, sošolce, profesorje? Profesorjev ne. Ena sošolka je tu prišla z mano iz gimnazije Slovenj Gradec in smo danes skupaj tu in se veselim spoznati tudi druge ljudi. Kje boš stanovala? Tu v Izoli. Ja. V dijaškem, v študentskem? Ne, v stanovanju. Si obetaš tudi kaj žuranje mogoče? Ja, upam, da ja. No, jaz verjamem, da bo lepo, novo, razburajoče, tako povedano. Pač se veselim, sem pa tudi seveda zelo stresen, ker ne vem, kaj pričakovati. Kakšen program si izbral in zakaj? Aplikativna kinezologija 1. stopnja, ker je pač to moja strast, ki sem jo dobil med srednjo šolo. Sicer sem bil na drugi smeri, ampak zdaj sem popolnoma spremenil, tako da me zanima, kakšno bo. Verjamem, da bo super. Odkot sicer prihajaš, poznaš koga recimo med šolci, profesorji? Prihajam iz ene vasi Manžan v bližini Kopra. Ne poznam sicer nobenega, ampak verjamem, da bom hitro spoznal koga, pa se bomo lepo imeli. Začeli bomo s polno energijo in boljš kot prejšnje leto. Kako je bilo prvo leto tukaj na Univerzi na Primorskem? Mislim, malo se loviš prvih par mesecev, ampak se mi zdi, da pa spoznaš sošolce tudi na raznih obšolskih dejavnosti, ki jih je veliko na tej univerzi. Tako da se mi zdi, da pol nekako steče, se uloviš. Tako da, ja. Kakšne imaš ti sporočile za nove bruce? Ni tako hudo, kot izgleda na začetku. Na koncu nas je večinoma naredilo, tako da lepo gomno naprej. Odkot prihajate vidve? Iz Dolenjske. Tako da, ja, Novo mesto. Rada bi dokončala torej, do diplome kinezologijo, pa bom šla pa naprej za učiteljico športne in potem učila v šoli, mogoče še trenirala zraven rokomet, bila trenerka. Kaj pa ti? Isto bi v bistvu diplomirala prvo to aplikativno kineziologijo, pa še videla, če bi se tudi fizioterapija me zanima, ampak ja, bom še videla, kam se bom usmerila. Na univerzi komaj čakajo konec novogradnje fakultete za vede o zdravju, ki bo izboljšala kapacitete v regiji, saj je prostorov za izvedbo predavanj in vaj vedno premalo. Podoben problem imajo tudi z nastanitvami, kjer bi potrebovali še vsaj 1000 ležišč. Se pa je situacija glede tega že lani izboljšala, ko je ministrstvo povečalo subvencije za zasebnike. Za konec želi ekipa Megafona uspešno študijsko leto vsem študentom in študentkam, še posebej pa brucom in bruckam. Prejšnji petek je na Univerzi na Primorskem potekala 9. redna seja rektorske konference. Obravnavali so aktualne teme visokega šolstva. Razpravljali o problematiki Erasmus plus sheme, programske sheme, ki je sicer v medijih izredno izpostavljena, da se povečuje, vendar v resnici se tudi veliko novih programov, ciljev vnaša v to programsko shemo in posledično se univerze, visokošolski prostor boji, da bojo v resnici sredstva za visokošolstvo zmanjšana in smo se sprejeli odločitev, da bomo resorno ministrstvo in pa slovenske evropske poslance pozvali, da poskrbijo, da se pri končnem oblikovanju tega programa poskrbi za visokošolski prostor, da se ne bo okrnilo število mobilnosti, ki jih omogočamo danes, tako za študente kot za osebja. Rektorska konferenca Republike Slovenije je v današnji razpravi tudi se dotaknila novega okvira financiranja evropskega programa Erasmus+. Gre za izjemno pomemben in hkrati tudi uspešen program Evropske skupnosti, skozi katerega se financira tudi delovanje evropskih univerzitetnih mrež. Res je, da se sredstva za visokošolstvo pri tem povečujejo, oziroma programa pri tem povečujejo, vendar ni posebej opredeljenih višine sredstev za visokošolstvo, kar seveda
podaja določeno mero negotovosti, ali bo tudi za to vrstno izjemno pomembno aktivnost zagotovljenih dovolj veliko sredstev. Saj Evropska komisija vidi Evropska univerzitetna zavezništva, v katere so vključene vse javne univerze in tudi nekaj zasebnih univerz v slovenskem prostoru, kot ključen instrument za ohranjanje konkurenčnosti tako visokega šolstva v evropskem prostoru na globalni ravni, kot tudi posledično gospodarstva. In jasno je, da je trenutno največja težava na globalni ravni evropskega prostora ta, da se v konkurenčnih regijah, torej Združenih državah Amerike in na Kitajskem, neprimerno več sredstev namenja v izobraževanje, visokošolsko izobraževanje in razvoj, kot pa v Evropski uniji. Zato smo sklenili, da pozovemo ministrstvo, da po svojih zmožnostih se zavzema za to, da se v čim večji meri zagotovi ustrezna višina finančnih sredstev, ki nam bo dovolila, da bomo lahko ostali konkurenčni ali da bomo seveda obdržali vodilno vlogo evropskega prostora na globalnem nivoju. Na pobudo študentskih svetov univerz so sprejeli še sklep, s katerim so imenovali stalno delovno skupino za študentska vprašanja, v kateri bodo predsedniki študentskih svetov, člani rektorske konference in po en dodaten predstavnik posamezne univerze po izboru študentskih svetov univerz. Razpravljali smo tudi o pozivu Senata Ljubljanske univerze glede sodelovanja z izraelskimi institucijami. Sprejeli smo odločitev, da se prepušti odločitev v zvezi s tem posamezni članici rektorske konference in kot rektorska konferenca se pa do tega nismo opredeljevali. Leto je v znamenju okroglih mejnikov univerz. Univerza v Mariboru je namreč prejšnji teden praznovala 50. obletnico obstoja, Univerza v Novi Gorici pa 30. leto delovanja. 30 let, kot sem večkrat poudaril, pravzaprav za inštitucijo ni dolga doba. Po drugi strani se treba zavedati, 30 let za posameznike, ki so pa teh 30 let ali še več posvetili začetku in razvoju take inštitucije, pa seveda veliko. V 30 letih je Univerza v Novi Gorici prehodila relativno dolgo pot od začetkov kot Fakulteta za znanosti v okolju do današnje, bi rekel, polnokrvne univerze z 6 fakultetami in pa eno akademijo umetnosti. Seveda, ta razvoj skušamo nadaljevati tudi še naprej. Torej 18. septembra 1975 je bila ustanovljena v drugem času, v drugih razmerah in v tem času je doživela izjemen razvoj od 6 ustanovnih članic višjih šol do 17 fakultet z več kot 2200 zaposlenimi in več kot 15.000 študenti. Zagotovo je Univerza v Mariboru danes tista, ki lahko pomembno prispeva k razvoju kakovostnih visokošolsko izobraženih kadrov, kot tudi razvoju celotne regije, tako vzhodne Slovenije, kot tudi svoj delež doprinese celotni Sloveniji. Zelo močno je vpeta v mednarodne tokove, mednarodno sodelovanje tudi z evropskimi projekti in na ta način ne samo, da sooblikuje evropski skupni visokošolski prostor, ampak tudi aktivno sodeluje pri naporih, da ohrani evropski prostor kot globalno konkurenčen prostor, seveda pa pri ohranjanju evropskega načina življenja, evropskih vrednot, kar se nam zdi še posebej pomembno. Rektor Univerze v Ljubljani, ki se je tudi udeležil seje, pa je v ponedeljek začel s svojim drugim mandatom. Cilji bodo nadaljevanje uspešnosti Univerze v Ljubljani. Seveda v začetku mandata se bomo takoj lotili prilagajanja na nov zakon o visokem šolstvu, ki je bil sprejet letos poleti in prinaša velike spremembe. Veliko teh sprememb je koristnih za javne univerze, seveda pa bodo zahtevale veliko energije, da bomo te spremembe tudi uvedli. Nekako med glavnimi cilji, ki smo si jih zadali, je uvajanje sistema sprotnega posodabljanja študijskih programov in prilagajanja na potrebe družbe. Urejati se moramo lotiti, kar smo že delali v preteklem mandatu, problematike nastanitve študentov v Ljubljani. Pri tem mislim, da nam bo koristilo tudi to, da bodo študentske domove v 2 letih prišli pod Univerzo v Ljubljani, tako da bomo lažje skupaj strateško načrtovali, kako skrbeti za to problematiko.
Nadaljevali bomo z digitalizacijo in trajnostnimi aktivnostmi Univerze v Ljubljani in pa seveda tudi nadaljevali še naprej z uspešnim projektom spremembe oziroma reforme ocenjevanja raziskovalnega dela, tudi v luči stabilnega financiranja raziskovalnega dela, kjer smo uvedli nov sodoben kvalitativni način ocenjevanja raziskovalnega dela in v okviru tega tudi uvedli spodbude za mlajše raziskovalce na začetku njihovih kariernih poti, da jim omogočamo, da se lahko začnejo samostojno uveljavljati v raziskovalni skupnosti. Tokratna seja je bila zadnja, ki je potekala na Univerzi na Primorskem. Zadnja 10. seja bo potekala konec novembra na podpredsedujoči članici Univerze v Novi Gorici. V Koper je prispela ladja Ocean Sentinel, ena od 3 plovil, ki jih Evropska agencija za nadzor ribištva uporablja za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad ribolovnimi aktivnostmi na morju. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se je tam srečala z direktorico Evropske agencije za nadzor ribištva ter si ogledala ladjo. Kako zelo pomembna je tudi Slovenija, kako zelo pomembna je naša slovenska obala, tudi z vidika mednarodnega sodelovanja. Za nas dodana vrednost, predvsem da cenijo tudi nadzor, predvsem da cenijo tudi delo naših inšpekcijskih služb in tako kot sem povedala, ne glede na tisto morda majhnost velikokrat, za kar si sami mislimo, da smo prepoznani, pa vendar povsod po svetu, tako tudi mednarodno, kar je direktorica opozorila oziroma poudarila, da ceni naše sodelovanje, da predvsem smo velikokrat odraz primerov dobre prakse, na kakšen način imamo marikulturo in našo obalo in naravne danosti, kako jih skušamo ohranjati. In na drugi strani pa so vsakoletni izzivi zaradi podnebnih sprememb, ki nas čakajo in predvsem z izmenjavo znanj mednarodnega sodelovanja si lahko na tak način tudi na nivoju Bruslja pomagamo tudi v Sloveniji oziroma v Kopru. Ladja je večnamenska. Njen cilj je usklajevanje nadzora ribištva v Evropi, lahko pa pomaga tudi v primeru onesnaženj z nafto, pri iskanju in reševanju. Direktorica agencije je poudarila, da imajo s Slovenijo lepe odnose in da je stopnja profesionalizma in ravni dela ribiških inšpektorjev velika. V teh dneh so že izvedli nekaj inšpekcij. And we're here on the way as part of a mixed multi-purpose operation which is taking part in the Adriatic, and we're very, very proud to be working with Slovenia, with Italy and with Croatia, and we have inspectors on board and we will all be working together as part of this mixed multi-purpose operation. Primarno je obisk ladje namenjen pregledu izvajanja evropske ribiške politike in slovenske ribiške politike. Inšpekcijski nadzori ribiški se vršijo v mešanih posadkah, se pravi naš slovenski inšpektor je šel v Italijo, ker se je vkurcal in je skupaj z italijanskimi oblastmi izvajal inšpekcijski nadzor. To je ta primarni del obiska. Sekundarni je pa ta, da je Evropska ribiška agencija tesno povezana z Evropsko agencijo za varnost, tako zvano EMSO, in z Evropsko agencijo za mejno kontrolo Frontex, kjer skupaj izvajamo tako zvane funkcije obalnih straž. Se pravi, ta ladja ni opremljena samo za izvajanje inšpekcijskih nadzorov, ampak ima gor opremo tudi za odziv na onesnaženje. Se pravi, tukaj se mi poročimo, če rečem tako, ker izvajamo tudi to skupno politiko za zaščito morja in oni se po današnjem dnem udeležijo skupne vaje, ki imamo z Italijo in s Hrvaško, nadaljevanje tiste lanske, kjer bomo 2 dni testirali iskanje in reševanje in odziv na onesnaženje. Se pravi, za to našo jadransko, če rečem, pomorsko politiko, ki jo izvajamo s sosednjimi državami v primeru iskanja in reševanja in onesnaženja morja. V Sloveniji nadzor nad ribištvom opravlja inšpekcija za ribištvo, ki deluje v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Za morsko ribištvo so zadolženi 3 inšpektorji, prav tako 3 pokrivajo področje morskega in sladkovodnega ribištva, 4 pa imajo tudi usposobljenost za mednarodne misije. Na ladji Ocean Sentinel je bil tudi slovenski inšpektor. Misija za nas je trajala 8 dni.
sicer od petka do petka. Sami nadzor poteka tako, da z hitrim čolnom odpluješ do ribiškega plovila. Na hitrem čolnu je ponavadi 3 do 4 mednarodni inšpektori, ki upravijo po tem mednarodnih vodah tudi nadzor. Nadzor se izključno načeloma upravlja v mednarodnih vodah, razen če država članica zaprosi, da se tudi v njihovih teritorijalnih vodah opravi nadzor. Tokrat smo bili na plovilu jaz kot slovenski inšpektor, italijanski inšpektori in pa hrvaški inšpektor, kakor tudi predstavnik EFKE, ki je bil koordinator vseh nadzorov. Pred pričetkom nadzora ribiškega plovila se v zrak spusti dron. V realnem času predvaja sliko ribiškega plovila, da se oceni varnost vkrcavanja na plovilo, da se ocenijo morebitne nepravilnosti, šele nato potem sledi naše vkrcavanje na ribiško plovilo. Sestavljajo se mednarodni zapisniki, te isti zapisniki se potem pošiljajo, vkolikor je prišlo do kršitev države članice, to se pravi zastave ribiškega plovila in pa v EFKO tudi. Mi kot inšpektorji na tem plovilu ne izdajamo glob, te globe potem izda država članica zastave ribiškega plovila. Ladja je nato odpotovala v Dubrovnik na 2-dnevno vajo, kjer so testirali iskanje in reševanje ter odziv na onesnaženje. V torek so svojo prvo tekmo v sezoni odigrali košarkarji BC Koper, ki so v pokalnem tekmovanju gostili favorizirano ekipo Plamapur iz Ilirske Bistrice. Slednji bodo letos v drugoligaški konkurenci naskakovali preboj med elito, medtem ko se bodo Koprčani borili v 3. slovenski košarkarski ligi. Nepričakovano napet primorski derbi si je v Srednji tehniški šoli Koper ogledalo veliko obiskovalcev, na koncu pa so se zmage z 69-65 veselili gostujoči košarkarji, ki jih s klopi vodi nekdanji reprezentant Sašo Ožbolt. Vse tekme je šla nekako po nekih načrtih, planih. Mislim, mi smo pričakovali, da bojo oni težek tekmec in na koncu smo odigrali najboljše, kar se je dalo in se mi zdi, da smo tudi pokazali kar dosti. Gledam, to je res dobra ekipa, proti kateri smo igrali, ki napada tudi prvo ligo. Tako da mislim, da smo kar dobro odigrali to tekmo in smo zadovoljni s tem, kar smo pokazali včeraj. No. Ja, moram priznati odličen pristop naših fantov. Bila je težka tekma, res je, da na njihovi strani je nekaj ključnih igralcev manjkalo, mi smo tudi ostali brez našega ključnega igralca Miličevića. Kaj reči, sezona se je začela tako, da praktično nismo imeli toliko pripravljalnih tekem, koliko smo želeli, tako da je bil tudi to en, bom rekel, malo tak preizkus za naše fante, ampak kar se tiče pristopa, absolutno korekten, fanti so dali vse od sebe, na koncu pač je zmanjkalo malček moči in je šla zmaga boljšemu. Po pokalnem obračunu se misli usmerjajo k začetku državnega prvenstva. V lanski sezoni so rumeno-modri obstali v četrtfinalu, letos pa bodo znova poskušali presenetiti in življenje zagreniti najboljšim ekipam. Glavna moč ekipe, ki jo bo še naprej vodil Konstantin Subotić, bo ekipni duh, saj je kader praktično enak lanskemu, zopet pa bomo na terenu videli številne mlade domače košarkarje. Večinoma, ko bi rekel, to je neko jedro ekipe, je pač ostalo enako, neki nosilci in glavni člani so isti. Priključili smo sicer še par mladincev in iz mlajših selekcij, ampak ja, načeloma je to ena velika prednost za nas, ker igramo že skupaj par let zdaj, tako da se poznamo že dovolj dobro. No. Pa ekipa je v bistvu dva izkušenejša igralca sta zaključila z igranjem in v bistvu smo še mlajši, kot smo bili lani. Edini veteran, da tako rečem, je Stanko Rajčič, tudi kapetan ekipe, vsi drugi fantje pa so tu približno generacije in zadovoljen sem in vesel, da nekako je to jedro ostalo in da v bistvu fantje se dobro razumejo in to bo sigurno pripomoglo temu, da se čim boljše izkažemo v tej sezoni. Je pa, moram poudariti, da nismo eni redkih ekip, da res nobenega nismo še pripeljali, zdaj a se bo kaj zgodilo med sezono, to pa ne vemo. Ne. Glavna moč Kopra, jaz vedno pravim, da je prvo kot prvo pristop, vse začne s pristopom in željo. To pomeni, da vsak igralec je zmožen nekaj dati.
bom rekel, vsak ima nekaj, v čemu je najboljši, in tega se mora držati in kar se tiče doprinosa, dati svoj maksimum. Tako da mislim, da bo to najboljše in seveda tudi če bo naše domače občinstvo nas podprlo, bo zelo dobrodošlo. Koprsko košarko je pred leti navduševal Sixt Primorska, od njegovega razpada pa ostaja največje mesto v slovenski Istri brez kluba v prvi ligi. Kljub temu bi lahko prihodnost bila svetla, saj imajo v klubu ogromno otrok, ki v številnih generacijah kažejo talent. Prav o talentu ter ciljih sta spregovorila trener in vodja moštva članske ekipe. Imamo res veliko otrok v klubu, tako da je pa res, da pot je dolga, da ene pionirje pripeljati do članske ekipe, vmes se lahko zgodi marsikaj. Malo je takih, ki ustrajajo do konca, zdaj je tudi to malo drugače postavljeno, imamo tudi v 20, zadnjih par let, malo otrok gre čisto do konca, tako da je pa res, da probamo jim ponuditi čim boljši servis, čim več z naše strani, kar se da, da oni imajo te pogoje dobre, da dobijo priložnost in v članski ekipi res imamo teh par fantov, ki imajo radi košarko, so pripravljeni trenirati in upamo, da bojo zdravi in da bojo naredili še kak korak naprej. Tako da priložnost imajo, pa je tudi odvisno od njih samih, koliko so pripravljeni še ustrajati in uložiti vse to. Kakšni so kratkoročni, mogoče dolgoročni cilji kluba, tudi kakšna stopnička više? To sigurno želja je, ampak v tem trenutku to ni realno. Danes, če vam povem, to sigurno ni realno, glede na to, kakve so v naši ligi na zahodu ekipe, pa tudi na vzhodu. Tu je kar nekaj ekip, ki se bori za preboj v drugo ligo. So ene ekipe, ki to poskušajo že vrsto let, pa jim ne rata. Tako da mi nekako rastemo sigurno individualno kot ti mladi igralci, ko oni napreduje tudi ekipa in obratno, ampak da bi prav ciljali zdaj takoj na vse, da gremo takoj gor, v tem trenutku to ni realno, kdaj pa bo, pa tudi vprašanje za ljudi, ki so na vodstvenih pozicijah v klubu, ampak mislim, da delamo korektno, delamo dobro in res fanti so že lani pokazali, da imajo to pripadnost in do kluba in do mesta Koper in upam, da bojo tudi letos kazali take predstave. In na zadnje tudi obisk imate kar lep tukaj v dvorani, ne? Ja, je. Moramo to se zahvaliti tudi za podporo in upati, da bojo hodili še naprej in da pride še več, če se le da, čim večjem številu in da konec konca tudi mi moramo si to zaslužiti. Koprska košarka ni tako slaba, kar pomeni, da se dobro dela z vsemi in to je tudi pokazatelj v naši slovenski reprezentanci. Od Krovata, ki je bil res pomemben člen letos v naši reprezentanci, do mladega Vita Hrabarja, ki je bil že samo na pripravah, ampak verjame, da bo tudi v bodoče pomemben člen. In isto Čančarja, na žalost, tako da mu želim čim prejšnje okrevanje. Eden izmed nosilcev koprske ekipe bo tudi letos 20-letni Tilen Kogoj, ki je bil že na uvodni tekmi z 19 točkami prvi strelec svojega moštva. Tudi sam je pred prvo ligaško tekmo, ki bo v soboto v Jančah, spregovoril o ciljih ekipe ter receptu za prvo zmago. Cilj kot vsako leto play-off in potem, ko smo uvrščeni, ko bomo uvrščeni seveda v play-off, bomo videli, kam pridemo. Če nam uspe druga liga, super, če ne pa bomo dali vse od sebe, da prijemo čim dlje v sezoni. Ti dobivaš vedno več priložnosti, letos boš eden izmed nosilcev igre, kakšni so tvoji načrti? Ja, dati čim več od sebe, čim bolj pomagati ekipi in pripeljati ekipo čim dlje. Na kakšen način v soboto zmagati Janče? Kot vsaka tekma, 100% energija in probati zmagati. Upamo, da bo Siniša pripravljena tekmo kljub poškodbi in to je to. Tretja liga je tudi letos razdeljena na zahodno in vzhodno skupino z 10 ekipami. Prvih 8 odide v končnico, zadnja 2 v ligo za obstanek. Finalista se bosta na koncu veselila preboja v drugo ligo, zadnja 2 pa bosta iz tretje izpadla. Danes bo jubilejno 25. sezono gledališča Koper otvorila premiera predstave Ocean morje. Gre za italijanski roman avtorja Alessandra Barika, ki so ga dramatizirali režiser Ivan Loboda, dramaturginja Helena Šukljan in dramska igralka Anja Drnovšek.
To je en tak poetičen roman, zgodba o enih naključnih ljudeh, ki se srečajo v počivališču Almayer, da bi se jim v življenju nekaj zgodilo oziroma nekaj spremenilo. In en od glavnih likov, če lahko rečemo, je morje. In mene je to zelo pritegnilo, ker sem pač iz Pirana, morje je nekako moj dom, tudi vir inspiracije in se mi zdelo zelo smiselno narediti predstavo, ki je oda morju. Prve verzije dramatizacije je pripravila stalna članica koprskega gledališča Anja Drnovšek. Igralsko ekipo sestavlja 9 igralcev, med njimi vsa moška moč stalno zaposlenih igralcev ter nekaj gostujočih igralcev in igralk, med katerimi so mladi igralec Rok Ličen, Zala Đurić in tržaška igralka Lara Komar. Jaz igram eno zelo zanimivo vlogo slikarja, ki znotraj te čudovite metafore morja išče nekaj zelo specifičnega, išče njegov začetek, kako kje ga najde, naj ostane skrivnost, ker je to del predstave. Pred nami je ena zelo lepa estetsko, filigransko dovršena predstava, ker če tako kot jaz igram slikarja, če zdaj Ivana recimo tako metaforično vzamem kot nekega slikarja, jaz mislim, da on kot režiser vzame, kot da bi vzel barvo in jo v bistvu razpotegne po platnu in iz te čudovite barve naredi prečudovite detajle, ki se na odru zelo lepo spajajo med sabo. Mislim, da nas čaka ena zelo lepa zgodba, ki je pa seveda govorno gledana, glede na ta roman, absolutno zelo velik izziv in upam, da se bomo dobro odrezali. Ogromno ljudi in zaradi tega ena taka družinska dinamika, ki nastaja in iz teksta in zaradi tega, ker pač smo vsi na vajah. Tak tekst je precej skrivnosten, ker so to še vedno tujci vsi ti ljudje, ampak so pa situacije, kjer se malo spoznajo, si odkrijejo dušo in je bilo zanimivo to gledati, kako ljudje na odru to poskušajo na vajah ujeti. Zato, ker moj lik pa to samo opazuje večinoma. Moj likec pa ne razkriva duše z besedami. Jaz v tej predstavi igram Andy Verja. To je ženska, ki kot ostali, ne bom rekla bolniki, bom rekla prijatelji, osamljena, nesrečna, išče en smisel, išče mir, čeprav obenem čuti, da hoče živeti. In morje ji ponuja bodi si mir kot nemir in ostaja nekje na obrežju ona. Vsi gledamo morje in si ne upamo skočiti v morje. Morje predstavlja življenje v tem smislu, polno življenje, ki ga živiš do konca. In ti ljudje, ki so tukaj v tem Almayerju, poskušajo to nekako ujeti in bo uspelo zaživeti. Bomo videli. Ivan je drugačen od ostalih režiserjev, ima sveta videl in eno svojo estetiko ima, ki jo drugi režiserji nimajo, ker je naredil šolo nekje drugje. In to zelo rad prinaša in te imam možnost, da se izrazi s to svojo estetiko in tudi, da sem mu dal škarje in platno, da lahko dela, kar hoče in je res to dobro naredil in res se mi zdi, da to zaživi. Jaz igram duhovnika. In nisem bil nikoli duhovnik. Kako zdaj, to je ta nek lik tega nekega visokoletečega altruističnega na prvi pogled človeka, kako ga prenesti v meso nekoga mladega, kot sem jaz, ker ipak v knjigi je ta duhovnik precej star, ampak jaz imam 23 let. In kako zdaj 23-letnega duhovnika, ki se išče svojo pot, ki misli, da jo ima, pa ugotovi, da je morda nima, pa da obstajajo neke druge poti. Kako to povezati sam s sabo? Kar v bistvu mislim, da v enih vidikih, glede na to, v kakšnem velikem prestopu sem bil jaz zdaj življenjskem, ni bilo tako zelo zahtevno, ker sem imel ene par močnih usporednic, ki so se vlekle, čeprav niso bile moje osebne religiozne narave.
Glasbeni vložek je prispeval Sašo Fajon, ki je do sedaj glasbo ustvarjal za filme in televizijo. Sem imel kar resne težave, kaj bi bila tista glasba, ki bi podprla to dogajanje. Ne? Jaz sem se odločil, da je v bistvu dosti nekonvencionalno. Temelji na nekih ambientih, ki prihajajo od organskih, živih instrumentov, ampak zvenijo pa tako, kot jih v tej vlogi še nismo slišali. Vsaj čim večkrat sem poskušal to doseči. In kar velik del predstave na koncu je izpadlo, ima vlogo glasba kar močno. Režiser je sklenil, da besedilo govori o empatiji do drugačnosti. Predstava želi pokazati, da vsak lik v sebi nosi nekaj dobrega. V drami pa vse like zaznamuje morje. Kot metafora življenja in svobode ponazarja neukrotljivo moč narave, ki človeka hkrati izziva in zdravi, obenem pa kot simbolno ozadje odseva njegova notranja čustva in notranje preobrazbe. Minuli vikend je Klub študentov občine Koper v sodelovanju s Športno-kulturnim društvom Bali na Markovcu organiziral Spranfest. Na prizorišču skate parka se je v drugi ediciji festivala združilo več vrst umetnosti, vse od koncertov, razstave in performansov. Poleg tega, da je Spranfest festival brainrota oziroma možganskega gnitja, je Spranfest tudi festivalski vikend, ki pere možgane in čisti dušo z bleščečo auro metaironične hiperrealnosti turbokapitalistične distopije. Je otrok svojega časa in hkrati čas otrok, ki so odrasli na internetu. Je možgansko gnitje, ki presega na načelo live, laugh, love in se predaja vibu. Je tudi dekadenca in hashtag aesthetic avantgarda. Obožuje pivo in ribarjenje, hkrati pa vso svojo resnost gradi na tem, da ni čisto zaresen. Obiskovalci so se lahko pozabavali v napihljivem gradu, spili pivo z bleščicami, si naredili tatu ali kupili kakšen kos oblačila iz druge roke. Na idejo za organizacijo Spranfesta smo prišli, ker smo imeli ful nekih bendov in artistov, ki jih nismo mogli uvrstiti v noben drugi program, ker so bili preprosto preveč sprani, preveč čudaški, preveč niso pasali nikamor drugam, zato smo se odločili ustanoviti Spranfest. Hkrati se pa nam zdi, da je Spranfest nekaj, kar se res ukvarja s svojim zeitgeistom in imamo zato ful radi. Za glasbeni del so poskrbeli Lupo MC, Kava Sutra in Nekrofilane paprike ter nekdanji gimnazijski bend Ansambel Vinotoč Band Slovenija, ki so praznovali 3. obletnico 10. obletnice, kakor so povedali. Začela se je v Rojcih, v bistvu ne. Začelo se je na Cankarjevi, kot ne vem koliko je tam gimnazija Koper v glavnem. Cankarjevi nek. Je kriva, ko je Jure Vidmar prišel na idejo, da bi takrat delali, ko se klicalo Gimfest. Gimfest in se je ta festival naredilo. In takrat je bilo eno obdobje, ko je bilo folk metala v džiru, bomo rekli. In bloga je tudi ogromno v nas, globoko je prodrl. In mislim, da so midva sveto, ne, takrat Ja, mi smo počasi začeli nabirati folk. Evo, take ljudi smo nabirali. Najprej onega Flajsa, nekega čudnega tipa, na umetniški, pol Tine Šergon, ki smo vedeli, da ima ful dober plac, poln peletov in bobnov in tako dalje. In tam noč smo vadili, vsake toliko so se kokoši šetali po vadnici. Smrdelo je za popizdit, mi smo se imeli pa fajn, ful. Ne, mislim, ta Gimfest prvi je bil zelo zabaven, ker nismo pričakovali, da bo toliko folka tam, se spomnim tako. Še vedno najjači špil mojega življenja. Ja, pa tvojega tudi. Ja, ono je bilo ful zabavno. Mi smo v bistvu trezni ves čas, zato ker tudi, recimo, bi pa radi sporočili fenom, da ne smejo voziti pijani.
Zato, ker to je pa res, ne, mi je pisalo v horoskopu za danes, da bo danes tukaj ogromno ljudi in da bo nam šlo vse po planu, da je treba povedati ljudem, da ne vozijo pijani. Tako da boste trezni in fajn se imejte. Trezen nisi brezvezen, pejte peš. Danes je to še, ne, lahko smo šli peš na špil in to me je neznansko razveselilo. In smrt fašizmu. Danes je bil za piransko občino prav poseben dan, saj so premierno odprli kar 5 hotelov za žuželke. Tako imenovani žuželnjaki so postavljeni na 5 različnih lokacijah, vse od Strunjana in Fjese do Seče ter Sečovelj. Prav slednje smo obiskali tudi sami, kjer nas je pred osnovno šolo pričakalo lepo število obiskovalcev, predvsem pa radovednih otrok. Zdi se nam to en korak naprej pri vseh trudih, ki jih vlagamo za to, da osveščamo ljudi, kako pomembno je ohranjanje narave, biotske raznovrstnosti, in ti hoteli so ravno ena učilnica na prostem, kjer najmlajše in tudi odrasle osveščamo in izobražujemo, kako je pomembno ohranjati v bistvu kompletno našo floro in fauno in to biotsko raznovrstnost, ki je pri nas še, hvala Bogu, zelo pestra. Neguje se jih, predvsem je pomembno to, da so vhodi v te kanale, v te tunelčke, v te cevke gladki, da si te žuželke ne poškodujejo kril, pa da ni pretirane vlage. Mi bomo zaenkrat skrbeli, ne poznamo še vsega, se bomo zelo trudili, v glavnem je za nas tudi ena novost. Na prve goste bo potrebno še počakati, pričakujejo pa v prvi vrsti zlasti čebele samotarke, zagotovo pa bo nekaj prostora tudi za čmrlje, muhe, metulje, pikapolonice in kakšno bolho. Koliko pa jih hotel lahko sploh sprejme? Mislim, da tam enih 150-200 različnih matic. To niso samo žuželke, to so matice, ki čez zimo hibernirajo in spomladi zaležejo nova jajčka, da se spomladi začne novo življenje te iste vrste. Najbrž se je marsikdo vprašal, kaj sploh hotel za žuželke pomeni in kakšen je njegov namen. Tu je odgovor, ki nam ga je podal sogovornik, ki je čebelar že reci in piši 53 let. V naravi rabimo veliko opraševalcev, da je vse cvetje, ki ga narava ponuja, oprašeno. Čebela zaradi svoje strukture življenja in pa zaradi telesnih lastnosti ne doseže vseh opraševalcev. Recimo paradižnik je že en takšen, ki ga čebela ne more oprašiti. Zato pa potrebujemo opraševalce, kot so čmrli, razne muhe, trepetavke in podobno. In ta hotel omogoča, da se te samotarke, te žuželke iz narave nekje ustalijo, da imajo svoj dom in da so lepo primerno zaščitene čez zimo, da lahko spomladi zopet nadaljujejo svoj rod in opravljajo svojo funkcijo. Verjamemo, da se bodo vsi hotelski gosti v slovenski Istri počutili domače, nenazadnje je narava tukaj zares čudovita, cvetlic in drugih rastlin pa je tukaj dovolj za vse. Nedelja je. Zaželite si sprehod v naravi, odpravite se do bližnjega nanosa, ko naletite na tega lepotca. Kaj storiti? Lahko le prisluhnete njegovemu rukanju, ki bo kaj kmalu v njegovo družbo privabil košute oziroma ljubosumne jelene. Poglejmo.
Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjih dneh odvili v slovenski Istri. Na soboto 4. oktobra se bo v Lutkarnici v Kopru odvila lutkovna predstava z naslovom Kroki in prijatelji, to pa pripravlja lutkovno gledališče Fru Fru. Dogodek je namenjen najmlajšim, prične pa se ob 11. uri. Ob 15. uri pa se bo v taverni v Kopru začel festival kulture Etnofest, kjer se bodo predstavila društva, ki predstavljajo različne kulture, poskrbljeno pa bo tudi za predstavitev etnoglasbe in plesa. Prav tako v soboto zvečer ob 20. uri pa bo v Centru mladih Koper koncert, na katerem bo nastopila psihadelična metal zasedba Mephistopheles, stoner doom metal band Omega Sun ter skupina My Pitbull Lucifer, ki žanrsko povzi med stoner in fuzz metalom. V četrtek zvečer, 5. oktobra, pa se lahko odpravite v Pokrajinski muzej Koper, kjer se bo ob 18. uri otvorila razstava z naslovom Paul Valéry in prostor Mediterana. Ta je nastala v sodelovanju z muzejem Paul Valéry iz Seta ob 80-letnici pesnikove smrti. Od četrtka do nedelje, torej med 8. in 11. oktobrom, pa bo v Art kavarni Odeon v Izoli potekal pripovedovalski manifest, ki bo združil delavnice, pripovedovalske večere, likovno razstavo in pa tudi glasbene večere. Na petku popoldan pa se lahko odpravite v Center mladih Koper, kjer bodo pričeli z novim ciklom delavnic kreativnega pisanja. Te bodo vodili člani kolektiva Pero Srce, katerim se bodo občasno pridružili tudi zunanji gostje. V večernih urah ob 20. pa bo v gledališču Trtini v Piranu potekal poseben koncert z naslovom Dušanova noč, na katerem bo v poklon Dušanu Mrdakoviču nastopil glasbenik Vlatko Stefanovski. To je z naše strani vse, hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.